Dober večer, torej vsem na enem prvih dogodkov letošnjega socialnega tedna. Onkraj našega sveta nas že vrsto let vodi informacijska tehnologija, v naših domovih je dobila poseben prostor in resnica je, da so se že v porodnem obdobju interneta v sicer koristno povezovanje, tako kot mi sedaj nadaljavo, urinila gola telesa, podobe golih teles. Danes so pornografske vsebine dostopne vsem, dosegljive z nekaj kliki. Obisk enega izmed večjih pornografskih spletnih ponudnikov Pornhuba predstavlja vsakodnevno rutino za več kot 130 milijonov ljudi. No, in iz tega sveta zasvojenosti v svobodo ljubezni nas bodo nocoj vodili, nam bodo pot kazali trije gostje. Preden jih predstavim, naj tudi vsem povem, da dogodek poteka v soorganizaciji Skupnosti Emanuel, ki je svojo založbo nedavno izdala knjigo Svobodni za ljubezen s podnaslovom Vodič za zdrave odnose v svetu ekranov oziroma zaslonov. Tudi na to knjigo, zapise iz nje se bomo malce naslonili v nadaljevanju tega večera. Zdaj pa dovolite, da na kratko predstavim nocojšnje goste. Z nami so magistrica Nataša Lotrič. Po univerzitetnem študiju politologije se je odločala med vstopom v aktivno politično delovanje ali pa popolno spremembo strokovne usmeritve v smeri služenja ljudem v duševni stiski. No, študijsko pot je nadaljevala na magistrskem študiju zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti, ki ga je zaključila z magistrskim študijem na področju zasvojenosti s seksualnostjo. Leta 2014 je ustanovila inštitut Adiktiva, katerega vodenje je prevzela v samem začetku delovanja. Gospa Nataša, dober večer. Dober večer, lep pozdrav vsem. Z nami je tudi Benjamin Tomažič, je mož in oče dveh fantov, po osnovni izobrazbi matematik in, se opravičujem, treh, čestitke, nimam pravih informacij. Torej, treh fantov? Tako je, ja. Dobro. Po izobrazbi matematik in informatik, kasneje je zaključil še izpopolnjevanje iz gestalt pedagogike in usposabljanja za tutorja mednarodnega projekta Up2Me o celostni vzgoji mladih ter mentorski program za pomoč osebam, ki so zasvojene s pornografijo. Z ženo Mojco sta leta 2017 ustanovila inštitut Integrum. V zadnjih letih se poleg poučevanja na gimnaziji Želimlje strokovno posveča študiju, pričevanjem in predavanjem s področja uporabe digitalnih medijev in socialnih omrežij ter celostnemu pogledu na telesnost in spolnost. Dober večer. Dober večer, pozdravljeni. In še tretji gost, jezuit, pater Tomaž Mikuš. Njegov poklic, prvi poklic je bil metalurški tehnik. Po služenju vojaškega roka v Nikšiću je nadaljeval s študijem metalurgije na Univerzi v Ljubljani. Leta 1994 se je na Dunaju odločil, da postane duhovnik in čez eno leto začel s študijem teologije kot bogoslovec koprske škofije. Po duhovniškem posvečenju, številnih izkušnjah in študiju v tujini je eno leto deloval kot študentski duhovnik v Mariboru. V tistem času je začel tudi z duhovnimi vajami Rahelin vinograd za duhovno ozdravitev žena in mož, ki trpijo zaradi travme splava. Jeseni 2017 je prevzel službo duhovnega asistenta skupnosti Srce in rektorja svetega Jožefa. Avgusta pred 3 leti je izrekel zadnje slovesne zaobljube. Je tudi duhovni voditelj programa za zlorabljene od bolečine k milosti in delegat za zaščito otrok, mladostnikov in ranljivih odraslih slovenske province Družbe Jezusove. Pater Tomaž, dobro večer. Ja, tako, takrat, ko se oglasite, se priključite tako, da se slišimo. Torej, dober večer in dobrodošli vsi. Hvala lepa, da ste si vzeli čas in da bomo lahko vstopili skupaj z vašim znanjem, vašimi izkušnjami v to perečo, težko problematiko, pa hkrati tudi tako zelo prisotno med nami v današnjem času. Pornografija. Realnost v današnjem svetu interneta. Pravzaprav mehko pornografijo lahko vidimo povsod. V družbi večinoma sploh ni obravnavana kot problem. Ali je morda drugače na ravni posameznika?
ali pornografija sploh je problem. Družbeni pogled pravi, gledanje pornografskih podob ne škodi nikomur. In zato morda res kar prvo vprašanje magistrici Nataši Lotrič, zakaj pravzaprav lahko govorimo o težavi pri pornografiji in bomo prišli potem naprej tudi, kako se razvije odvisnost od pornografije. Hvala za vprašanje. Lep večer še enkrat z moje strani vsem skupaj. Laš mečkam te prekinja, tako da upam, da sem prav razumela. Za začetek bi rekla res, da je ta misel, da je pornografija v bistvu nedolžna stvar, da je to malo kot rekreacija oziroma izobraževanje sploh mladih, da pridejo v stik s spolnostjo, da to je v bistvu resnično laž, da to je utopija. Tudi sama spremljam zdaj že kar nekaj let posameznike, mlade, pare, zakonce, ki imajo težave z zasvojenostjo s pornografijo in še zdaleč to ni nedolžna stvar brez posledic. Bistveno je, da ločimo, eno je gledanje pornografije, eno je pa zasvojenost s pornografijo. Tako da tudi sama bom uporabljala ločeno te dva termina in mogoče pa tudi kasneje lahko pogledamo, kdaj nastop zasvojenost. Tudi samo gledanje pornografije pušča za seboj posledice. Dobro je, da tudi poudarimo, da kar jaz srečujem v svoji praksi, da kdor poišče pomoč, nikoli ne pove, da samo nekaj časa gleda pornografijo, ampak dejansko za štirimi stenami se dogaja, da odrasli, ki prihajajo po pomoč zaradi pornografije, so začeli gledati pornografijo že v mladostnih letih. Tako da ta zloraba pornografije lahko traja 10, 15, tudi 20 let ali pa nekaj let in pušča posledice tako na posamezniku, potem tudi, ko ta posameznik stopi v odnos, vpliva na odnos, ne nazadnje tudi, ko se ustvari družina, posledice občutijo tudi otroci. In potem lahko samo povlečemo, če govorimo o sistemu, se pozna tudi na družbenem sistemu, kam gremo, kam vzgajamo otroke in kakšne vrednote danes živimo. Dejansko se pa napaja s problema pornografije. Zdaj mogoče na hitro lahko pogledamo tako čisto posledice. Kako se kažejo te posledice? Tako. Zasvojenosti. Zanimivo je, da prvo, kar je pri posamezniku, se kaže čisto na telesni ravni. Ljudje so izčrpani, ker dogaja se, da so lahko ure in ure vsak dan ponoči na internetu in potem tudi slabo funkcionirajo v službi, v odnosih, izčrpanost, stres in kar velikokrat spregledamo je tudi spolne disfunkcije. Ko v bistvu bi mogli biti spolno aktivni s svojim najdražjim, ki skoraj nekaj najlepšega v bistvu odpovejo. Poleg tega se včasih zgodi tudi, da preklopijo iz spletne pornografije na realno seksualno življenje, takrat prihaja pa tudi recimo do spolno prenosljivih bolezni, ki potem lahko zaradi tega trpijo tudi sozakone. Mogoče, kar so bolj ključnega pomena, so čustvene posledice. Namreč zasvojeni s spolnostjo oziroma s spletno pornografijo postajajo čedalje bolj otopeli, tudi čedalje bolj jezni ljudje. Obremenjeni so s krivdo, obremenjeni so s sramom in to skrivajo. Vsaka izolacija pa skrivanje pa samo še dodatno v bistvu stopnjuje te občutke. Poleg tega pojavlja se čedalje več depresije med posamezniki, ki so zasvojeni z spletno pornografijo, ker ne zmorejo v bistvu se rešiti iz tega začaranega kroga. Med mladostniki predvsem, kar pa opažamo, je, da pa postajajo tudi čedalje bolj nasilni. Se pravi, vse to, kar v bistvu delamo online, se pozna potem v realnem življenju. Kakor sem tako v grobem recimo, velikokrat se tudi zgodi, da nekdo celo lahko izbere smrt, ker ne more v bistvu se iz tega začaranega kroga s pornografijo v bistvu rešiti. Lahko gre tukaj za smrt odnosa, lahko je pa včasih tudi čisto fizična smrt, da se te ljudje
v bistvu toliko se izčrpajo, da začnete lot povedovati. Poznam pa primere, ko so ljudje naredili tudi samomor zaradi tega. Res, da so bile še kakšne pridružene stvari zraven, ampak enostavno je bilo pretežko. Namenoma to govorim, da bi res videli, kakšen strahovit problem, da danes samo 2 epidemije spravim, ni samo korona, ampak tudi epidemija zasvojenosti s pornografijo. Poleg tega so ogroženi tudi delo, sploh vemo, da je pornografija tudi razširjena, moramo povedati, ko je ta knjiga išla med duhovniki, med posvečenimi, ne samo med katoličani, med kristjani, in tukaj so v bistvu ogrožena tudi poklicanost delovna mesta. Velike posledice so pa tudi med mladimi. Pri fantih so ene, pri puncah pa druge. Tako da med mladostniki, ker so vsak dan v bistvu izpostavljeni v realnem življenju pornografiji. Dobro, hvala lepa. Mogoče gotovo bomo v to področje mladostnega obdobja še vstopili oziroma tudi pogleda na to, kako naj ravnamo starši. Ampak za tale začetek, za uvod, v katerem smo že kar globoko stopili v to področje, tudi z vsemi hudimi posledicami, Nataša, hvala lepa. Naj povem vsem, ki ste z nami, ki ste se morda zdaj še pridružili, da bo čas na koncu po približno uri za vaše vprašanja, po tem uvodnem delu, ko se pogovorimo z gosti, tako da vprašanja lahko kar sporočite Matjažu Venti v tale pogovorni oblaček oziroma, kot rečemo, chat, in jih bo on posredoval anonimno naprej in jih bomo zastavili potem gostom. Benjamin Tomažič, kaj pravite, je pornografija zasebna zadeva ali je že vstopila v javno razpravo? Po eni strani se zdi, kot da je že vstopila v javno razpravo, sploh če gledamo to, ki je prisotna v videoposnetkih na družabnih omrežjih, v bistvu ta po stari definiciji soft pornografija, kako je v oglaševanju v bistvu žensko telo zlorabljeno in dejansko že na pornografski ravni kdaj uporabljeno, ali pa kakšni aktualni recimo videospoti, ki so mladostnikom dosti privlačni. Ampak tukaj je zavajajoče tudi to, recimo, ko si sploh tako moška družba, včasih kakšne vice tudi na to temo pripovedujemo ali pa se zafrkavamo z tega področja, je občutek, kot da o tem nam sploh ni problema govoriti. Ampak dejansko, če pa gledamo detabuizacijo z nekega celostnega pogleda, z nekega pogleda na, koliko si iskreno upamo o tem povedati, to, kar dejansko mislimo, kar nas bremeni po eni strani, po drugi strani, kar nas zelo privlači, pritegne, nagovarja naša notranja hrepenenja, pol pa zagotovo tukaj smo še daleč od točke, ko bi se lahko iskreno pogovarjali o teh stvareh na ta način, kar mislimo, na ta način, kar nas je strah, kar čutimo v sebi, to, kar v bistvu je najbolj pomemben del našega pogleda na samo tematiko. Ja, ta iskren pogled je verjetno že en korak na poti k rešitvi. Sami ste ga naredili, sami imate to izkušnjo rešitve iz pasti pornografije. Kakšna je vaša zgodba? Kaj vam je pomagalo k odločitvi, da prekinete z ogledovanjem tovrstnih spletnih strani? Ja, kljub temu, da sem že precej star za današnjo mladino, sem v bistvu že v 3. razredu osnovne šole se tudi sam srečal, tako mimogrede v bistvu, ko je, takrat so več tiste VHS kasete, ko je en sošolec povabil domov in je dobil pod očetovo posteljo in nam je pol pokazal. In v bistvu zelo hitro je bil ta občutek tega vstopa v začaran krog, ko je nekaj, kar ti je tako neprijetno, sram te je, veš, da ni najboljš, po drugi strani te pa zanima, te privlači, te pritegne. In pol je šla, sicer ne takoj, no, ampak je pot kar eskalirala in je to pomembno vplivalo tudi na moje odnose v negativnem smislu, jih zaznamovalo. Meni je pomagalo v bistvu neko stalno iskanje iskrenih odnosov, tega pristnega in razločevanje, zakaj v bistvu to kran na področju telesnosti, spolnosti povzročam bližnjim, predvsem puncam, pa tudi sebi, nenazadnje. In tukaj pol so bili zelo milostni trenutki, ko sem šel v misijonske tabore, ko sem se odločil skupaj s prijatelji, ko smo šli res v tako bolj asketski način življenja v bistvu. In je to predstavljalo zame en tak močan
detoks program, čeprav nisem tega pričakoval, vedel, ampak to je bila taka odskočna deska, da sem pol lahko začel tudi spreminjati v bistvu svoj pogled in dojemanje spolnosti na neki zdravi, pristni osnovi. In gotovo vam te izkušnje zdaj tudi pri delu v svojem inštitutu pridejo še kako prav. Je bila to tudi povezava z odločitvijo za delo na tem področju? Ja, zagotovo. Sej, tisti je znano, ne, da ponovadi se ukvarjamo s tistim, kar smo sami v življenju ali imeli probleme, ali pa nas je dosti nagovarjalo. Tako da ja, po eni strani tukaj mi je ful lažje pristopati do oseb, ki imajo s tem problem, ker se mi zdi, da vem, ker sem ga imel sam in zato ni tega obsojanja. Ampak po drugi strani je vsaka zgodba nekaj posebnega, ne, edinstvenega, tako kot je bilo prej izpostavljeno, tukaj so lahko desetletja, ko traja, ali pa zelo hitro vstopanje noter, sploh za današnjo mladino, ker v času, ko sem bil jaz mlad, so pornografske bile revije ali pa kakšni posnetki, ki niso bili niti približno toliko nagovarjajoči z vidika audiovizualne predstavitve, kot so danes, in tudi ne tako na dosegu roke, kot je danes vsak pameten telefon. Pater Tomaž Mikuš, zakaj je pravzaprav, če gremo zdaj še na to duhovno področje, zakaj je pornografija greh? Saj telesa je ustvaril Bog in spolnost ni nekaj slabega. Rad bi začel z grehom prvih staršev. Jabolko samo po sebi ni nič slabega, te odžeja, te nasiti. Ampak v trenutku, ko se pri starših pojavi ta, čemu rečemo v teologiji, konkupiscenca, grešno nagnjenje. Grešno nagnjenje ima več, pravzaprav poznamo 7 grešnih nagnjenj, od požrešnosti, poželenja, lenobe in tako naprej. V trenutku, ko se pojavi to, čemu rečemo danes zasvojensko hlepenje, to zlo nagnjenje v srcu, ki v nekem smislu še spada med male grehe, a ne grešne nagnjenja. Trenutku, ko v nas prevlada ta težnja k grehu na področju seksualnosti, lahko govorimo o poželenju. Ena druga slovenska beseda za poželenje je pohota. Ne vem, če kdo pozna sliko, karikaturo od Hinka Smrekarja o pohoti, zelo dobro prizoritev recimo tega grešnega nagnjenja. Beseda, ki smo jo pravzaprav izpustili iz slovarja. Se pravi, preprosta seksualna želja je sama po sebi naravna, tako kot ko vidiš jabolko, si želiš s njim nasititi, se odžejati. Problem je, ko v to preprosto željo vstopi poželenje, se pravi, to je pa neka neustaljiva želja, se pravi, nekaj, kar moraš potešiti in se ne da potešiti. In ta neustaljiva želja poželenje je tista, se pravi, ki potem zasvojenega vodi v eno duhovno smrt, to je proč od Boga, proč od sebe, proč od drugih, in istočasno tudi v eno uničenje sebe na koncu samem. Poznam ljudi, ki so naredili samomor zaradi zasvojenosti s seksualnostjo. Tako da, v čem je problem? Se pravi, Jezus pravi, kdorkoli gleda žensko, da je poželi, je v srcu že prešuštoval z njo. Ta stavek vsi poznamo. Se pravi, oseba, ki poželi, išče užitek, ne da bi se ozirala na drugo osebo. In ko ta užitek doseže, pri pornografiji običajno sledi potem krivda, sram ali pa ponovno življenje, da bi to krivdo in sram potlačili dol. Se pravi, poželenje je, ko nadomestimo osebo z neko podobo oziroma seksom, z eno pornografsko podobo. Se pravi, nismo več resnično v odnosu, ampak samo skušamo zadovoljiti to hlepenje, to zlo nagnjenje, ki je v nas, ki je pač posledica izvirnega greha oziroma naše človeške ranjenosti. Zato potem, kot nasprotje tega, potem pa lahko govorimo o čistosti kot nečem, kar pa nas zavaruje pred poželenjem. Ja, nekateri pravijo, da je zlo pornografije v tem, da človek potem preveč razmišlja o spolnosti, ampak
ne gre za to, kot ste zdaj povedali, je ta pohota tisto, ne pa spolnost, ker pravzaprav ne razmišlja človek o spolnosti, ampak jo razkazuje in časti na tak način, kakor ste sami zdajle opisali. Gospa Nataša, avtorja knjige Svobodni za ljubezen, vodič za zdrave odnose v svetu zaslonov, trdita, da ljudi, ki jih zaznamuje odvisnost od spolnosti, da so popolnoma dezorientirani, ne vedo več, kam so namenjeni, nimajo načrta, ki bi pognal njihovo energijo. V čem je rešitev iz tega začaranega kroga? Zanimivo je res ta beseda, da so dezorientirani. Jaz rečem, da jim brenči v glavi. Se spomnim, ko je en klient povedal, kot da ima čebeljak v glavi. In to je ta dezorientacija, ker ni koncentracije, ni fokusa, ker ga niso zmožni. To danes tudi vemo čisto iz nevrobiologije, ko so snemali pornografske možgane, kjer so posledice, da je v bistvu na tem zgornjem delu možganov, rečemo ta prefrontalni korteks, kjer je prostor, se pravi center za moralne odločitve in tudi za koncentracijo jo ne zmorejo, ker so možgani nenehno zaliti z dopaminom. V tem centru za nagrajevanje, ugodje in užitek enostavno niso zmožni ne koncentracije, ne fokusa. Poleg tega pa pogosto, da so te nekemične zasvojenosti, kakor je zasvojenost s pornografijo, da zasvojeni tudi pogosto kombinirajo s kemičnimi zasvojenostmi. Sploh danes je znano, koliko imamo uživalcev kokaina, pogosto govorimo o kombinaciji zasvojenosti, kar še dodatno poslabša delovanje možganov. In kot ste rekel, Blaž, resnično zasvojeni se znajdejo v tem začaranem krogu, pogosto v tej spirali, ki vodi samo na dno. Jaz pogosto rečem klientom, ne želite si doseči to dno, ker ko tam te lebneš, tukaj že Benjamin govoril, tam boli, včasih tudi ni izhoda iz tam, ali je pa zelo težko. In prvi korak je, da se je treba ustaviti. In to je najtežje in si poiskati pomoč. Ker to brenčanje v glavi ne bo minilo čez noč. Mi vemo, da Italijani imajo tudi zelo dobro besedo, ta bručare, da se podobe pornografske dobesedno v možgane vtisnejo, vžgejo. In to leta in leta potem, ko človek zasvojeni že abstinira, lahko te podobe ponovno pridejo na plano. To vsakič znova se je treba ustaviti in si poiskati pomoč, ker iz tega začaranega kroga težko bomo v bistvu sami abstinirali. Namreč, kot tudi prej že pater Tomaž omenil, sram in krivda samo še dodatno poganjata ta začaran krog. Nenehne preokupacije s temi podobami, potem se pojavi tesnoba, anksioznost do take mere, da moraš sprostiti ta v bistvu poželjeni užitek, se gre zasvojeni izživeti, gre gledati pornografijo in potem, ko mine užitek, se pravi, ko popusti ta raven dopamina, adrenalina, ko se oglasi ta sram in krivda, da to požene ponovno v nov začaran krog izživljanja. Tukaj nekateri pravijo, da nekdo pije zato, da bi pozabil, da pije. Je tukaj čisto ista stvar. Se pravi, prvi korak je, da se ustavijo. In potem pomoč, zdaj je tu že kar nekaj tudi v našem prostoru možnosti, kjer je ta pomoč prisotna in se jo da dobiti, poiskati. Mogoče zdaj kdo misli, ja, sej ti primeri, ki jih opisujete, so res zelo hudi, zelo drastični, zelo poškodujejo človeka in so posledice res tako tragične, ampak seveda tudi zgolj občasno, zmerna uporaba pornografije je tudi težava. Kakšna? Mogoče Benjamin Tomažič, je potrebno s tem povsem prenehati ali je to tako? Nekateri primerjajo tudi s pitjem alkohola, deci vina je pravzaprav, vemo, tudi ni nič škodljivega, če se potem človek tudi ne usede za volan. Ta primerjava, mislim, da je tudi v knjigi opisana, da pri pornografiji ne zdrži. Kaj pravite? Tukaj se mi zdi, če si odgovorimo na to vprašanje, a je pornografija dobra ali je slaba,
pol je tukaj odgovor popolnoma jasen. Ker zdaj pri stvareh, kjer je neka količina tista, ki nam v bistvu določa, je nekaj dobro ali je slabo, tudi kot so zdravila, ne nazadnje, kaj pretehta, tam je pol diskutabilno, v kakšni meri je nekaj v redu. Ampak tukaj meni ostaja tako na zelo primarni ravni, recimo, ko imamo delavnice po osnovnih šolah z otroki, iščemo tako običajno pri delavnici o pornografiji, iščemo pluse in minuse. In oni sami pišejo na list, kaj vidijo kot dobre strani pornografije in kaj kot slabe. In pa se pogovarjamo o tem, kar pišejo. In dejansko, ko steče pogovor, ko začnejo res iskreno pripovedovati o tem, vedno pride do zaključka, je pa vse pozitivnih strani ni v bistvu. Ne? Včasih rečejo kakšni fanti, ja, pornoigralke ful zaslužijo, to je pozitivna stran. Ne? Pol je debata za koga, kako porabijo ta denar, kaj to prinese v njihovo življenje. Ampak dejansko tako, to je res tako močno zasidrano, prepleteno povezano z zlom, da je, tako kot je že Nataša prej omenila, s tem dopaminskim efektom se potem želja potem povečuje in postaja vedno več. In tudi nekaj, kar bi označili za zmernost, vpliva, nespremenljivo v bistvu vpliva na naš pogled na spolnost. In tako je v bistvu, ja, tukaj, če želiš se rešiti, če želimo priti ven z tega, če želiš tukaj narediti korak, ni cilj, bom samo enkrat na teden gledal recimo pornografijo, bom samo enkrat na mesec gledal pornografijo, ne? Se ga bom zadev takrat do konca. Ne? Cilj je tukaj jasen, se mi zdi. Cilj je to, da je osvobojeno, da živim svobodno, da sem prost tega, da sem jaz tisti, ki upravlja z mojimi željami, ne pornografija. Ker tudi tukaj drži to, da odvisnik živi neko dvojno življenje, nehno v strahu pred nekim razkritjem in to povzroča eno tako posebno stisko, trpljenje, občutek krivde, sramu, kako to potem vpliva na odnose, kjerkoli v družini. To vpliva na odnose na ta način, da niso iskreni. Ravno ta dvojnost življenja, ki se mi zdi že tako je dosti prisotna v naši družbi, zaradi vsega, kar je oblikovano na nerealnih pričakovanjih in pogledih. In tukaj potem res to razcepljenost v bistvu vedno bolj poglabljamo. In prihajamo noter v en začaran krog. Tukaj se mi zdi potem še toliko težje izstopiti iz tega kroga, ker je občutek, da če bom jaz res realno vstopal v odnose, tako kot sem v svojem bistvu, da v bistvu se me nihče ne bo imel rad. Če sem do drugih zdaj tak, samo kot se kažem navzven, pol če se bom res pokazal tak, kot sem, se pravi žval, ki gleda nasilne prizore, tako malo karikiram, ampak dejansko v tem smislu, potem kdo me bo pa sploh imel rad? Kdo me bo sprejel? Se pravi, v odnose vnaša avtomatsko neke pregrade, neke prepreke, ki nam preprečujejo, da bi lahko se povezal z bližnjim na tistem najglobljem, najbolj pristnem načinu moje identitete. Mogoče, ja, ste želeli še dodati, ja? Ja, samo to, pač na najglobljem načinu, pač jaz kot ljubljeni Božji sin, ki vstopam do brata tak, kot sem ranjen, grešen, ampak celostno tak, pač z vsemi napakami. Želel sem postaviti vprašanje Nataši, zakaj sploh človek zapade? Kje so ti vzroki za to? Ker verjetno spremljate tudi različne ljudi, ki imajo različne izkušnje, tudi zlorabe v otroštvu. Kaj je zadaj za verjetno neki vzorci, ki so pri vseh odvisnostih prisotni, ali je kako drugače pri zlorabi oziroma uporabi pornografije? Zdaj tako, da bi se samo pri dednosti pa okolju ustavili, danes ne zdrži več. Tudi vmes, ko je Benjamin govoril, sem se spomnila, da včasih ni nujno, da so zlorabe odzadaj. Namreč recimo mladostnik, ki se mu razvijajo možgani, ko pride recimo prvič v stik s pornografijo, on doživi tak boom efekt dopamina. On je, jaz rečem, zadet kot zelena mamba. Se ve, da boš v njej možgani si to zapomnejo. To je tako, da bi spil res, ne vem koliko vodke, viskija, to tak naval dopamina v možganih
povzroči v mladostniških možganih. Seveda bo nezavedno vedno znova bo iskal ta wow efekt in tako se potem ustvari ta zasvojenski vzorec, vedno iščem vedno več in več, ko se vzpostavi toleranca. To, kar ste pa rekel, ja, jaz vedno pravim tudi v svoji terapevtski praksi, vsaka rana bo najdla svojega zdravnika, svoje zdravilo. In pornografija, ker je v bistvu danes z internetom lahko tako anonimna, tako lahko dostopna, na dlani jo imajo in včasih lahko, če nedolžen pogled se direktno lahko cepi na rano posameznika. In velik delež ljudi, ki postanejo zasvojeni s pornografijo, zdravijo svoje rane. Tako velikrat so odzadaj spolne zlorabe, poznamo tisoč in en način oblik prikrite oziroma direktne spolne zlorabe in te ljudje poskušajo umiriti svoje telo, poskušajo umiriti svoj spomin. Se pravi, zlorabljeno telo bo šel iskati, lahko se zdi čudno, ampak ravno zlorabljanje telesa ga bo umirilo, ker je to edini spomin, ki ga ima telo. Čeprav hrepeni, to, kar je Benjamin govoril, da bi bilo sprejeto, da bi bilo ljubljeno, da bi se našel nekdo, ki bi končno objel in odrešil to telo. Ampak kaj se zgodi, ravno ta paradoks, da zlorabljeni tega ne bojo zdržali, pornografijo bojo pa zdržali. Ker je telo vajeno nasilja, zlorab in sramu in predvsem gnusa. Opozorila bi tudi v bistvu na čustvene zlorabe. Danes je to lahko zelo moderen pojem, jaz sem bil čustveno zlorabljen. Ampak pri čustvenih zlorabah je toliko potlačene in prikrite jeze, ker te ljudje se niso rabili mogli upreti, ker so mogli ugajati oziroma tolažiti, tukaj večinoma gre za starše, ker gre za postaršene odnose. In kam bo recimo moški pri 30-ih usmeril svojo jezo, če je bil, zdaj povem konkreten primer iz terapije, če je do 17. leta hodil k mami v postelju, ker ga je vabila, ker ni mogla zaspati, tam ni bilo enega očeta. Poleg tega, da se je seksualno lahko že vzburil, ni bil kriv, nedolžen nič. Se pravi, po eni strani imamo to grozo, da se vzburim ob mami, seveda, ker gre za odraslo že telo, ki spolno funkcionira, hkrati pa sem bil čustveno, ni upora, ker nisem želel biti, in ta kombinacija se potem seli na splet. Na spletu poišče svojo zgodbo, jezo, lahko zelo nasilne odnose, potem po drugi strani imamo pa še telesne zlorabe, ker gre za nasilje, kje boš utopil to bolečino tega ranjenega, pretepenega telesa. Zdaj fantje mogoče malo drugače odreagirajo kot ženske, o tem bomo mogoče malo kasneje. Ampak vedno, kar želim, pa tudi dati sporočilo v ta svet. Pri pornografiji gre za patološki odnos. Težava je pa, ker gre spet za odnos. Ampak žal gre za nadomestek za ljubezen, ki je nekoč nekdaj ni bilo. Poleg tega, tudi ljudje, ki so recimo, ki so grozno depresivni, njih pornografija zbudi za določen trenutek. Pa ni nujno, da imajo ne vem kakšne travme pa zlorabe, ampak enostavno je tak nivo upada serotonina, so tako globoko depresivni, da potrebujejo en boost, recimo, da jih dvigne, postanejo zasvojeni s pornografijo. Ja, tu bi lahko vlekli vzporednico tudi recimo z drugimi stvarmi zasvojljivimi, torej alkohol, podobno človeka, ki je nekje v dnu, dvigne. Pater Tomaž Mikuš, kako kot spovednik obravnavate nekoga, ki pri spovedi zaupa to odvisnost? Imate kakšne usmeritve, napotke, kako pogosto naj pride k spovedi? Najprej imam pred očmi to, o čemer je govorila Nataša, da je ta oseba ranjena. Sam pri sebi se vprašam, kakšno rano nosi v svojem srcu, da je začel uporabljati pornografijo. Ali pa kakšno rano je uporaba pornografije povzročila v njegovem srcu. Potem druga stvar, ne se zavedam, strah ga je, čuti se neljubljenega, nesprijetega. To se velikokrat pokaže skozi minimiziranje. Ljudje dostikrat rečejo, sem grešil proti 6. božji zapovedi.
sem gledal nečedne filme. Se pravi, tukaj vidim sram, strah, minimiziranje tega. Se pravi, osebi potem skušam sporočiti, da je lahko iskrena, da je Bog ljub in sprejema tako, kot je. Mislim, da je to tisto najbolj pomembno sporočilo, ki ga spovednik mora te osebi dati, pa da ji Bog želi pomagati. Da Bog ne želi, da ostane tam, kjer je. Da njegova situacija, ki je, kot je Nataša omenila, lahko traja že 20-30 let, ima izhod. Se pravi, kot duhovnik mora razmišljati, kako mu ponudim izhod. Zelo pomembno je, da osebi prisluhnemo. Zato, ker ne smemo iti takoj v neko sojenje moralno, ali pa v neko dejanje nekih nekoristnih pokor, kot je v filmu Mr. John, ki dobi 10 zdravo mari, pa adijo. To ne pomaga. Ampak, ko osebo poslušaš, s tem omogočiš prvi korak. To, da gre ven iz izolacije in skrivnosti, ki jo nosi. Se pravi, previdno postaviti vprašanja, kaj točno se dogaja. Pomagati osebi, da pove več. Zelo tudi pomembno je, da osebo nekako tudi opozorimo, da, kako bi rekel, je morda na tem področju izgubila svobodo. Se pravi, da je problem, ki ga ima, večji, kot ona misli, da je. Ker včasih smo v zanikanju in minimiziranju problema. Recimo, že tukaj, kjer vsak pomisli, da je pornografija greh proti 6. Božji zapovedi. Vsi pozabimo, da je greh tudi predvsem greh proti 9. Božji zapovedi. 9. Božja zapoved je: ne želi svojega bližnjega žene. Greh proti 6. zapovedi je imeti spolne odnose z nekom drugim, ki ni tvoj zakonec. Tako da recimo že to, pač neko zavedanje, potem ta medicinski vidik, o katerem je govorila Nataša, da se začne zavedati, da ni problem njegova šibka volja, ampak da ima en večji problem. Potem pa skušamo osebo usmeriti. Usmerim jo k neki knjigi, zato sem vesel, da je ta knjiga od Emanuela zdaj šla. Usmerim jo v terapijo, da si poišče pomoč. Da mi kakšno internetno stran, ime terapeuta. Potem usmerim v neko skupino, zdaj obstaja že več skupina, kjer lahko najde pomoč. In tudi spodbudimo osebo, da bi bilo dobro, da postavi neke meje. Tako da obenem pa seveda kot spovednik se mora vedno vprašati, se pravi, kje ta oseba je. Morda še ni tam, da bi resnično obžalovala. In ji bo treba šele pomagati, da pride do tega. Celo en duhovnik ameriški, ki ima svoje pričevanje na strani American Magazine, govori o tem, da je želel prenehati s pornografijo, pa vendar ni želel prenehati. Kar je čudno slišati, ampak mislim, da je to realnost mnogih. No, zdaj ste omenili tudi to, kar sem želel vprašati. Pornografija ne izbira med poročenimi, je prisotna neporočenimi, seveda tudi med duhovniki. Kako je s tem? Se pogovarjate o tem? Je to tabu tema? Dobro, jaz sem jezuita. V skupnosti se pogovarjamo tudi o teh stvareh, ni tabu tema. Pa vendar ne bi pa rekel, da že živimo neko kulturo milosti. V tem smislu, da bi se popolnoma odkrito o teh stvarih pogovarjali. Vem za druge duhovnike, da to velikokrat delijo z nekim duhovnikom, ki mu zaupajo. Se pa bojijo recimo te svoje težave povedati škofu ali pa svojemu predstojniku. Zato, ker se bojijo, se pravi, da bojo zaradi tega morda imeli težave. Recimo, v protestantskih cerkvih lahko zaradi tega izgubi službo. Kakšna je razsežnost med duhovniki, ne vem. V statistiki, ki jo da Covenant Eyes, to je ena internetni accountability software, govori, da približno, mislim, da je 68% moških gleda pornografijo in nekje 57% pastorjev občasno gleda pornografijo. Nekateri imajo pa večji problem kot samo občasno. Zato, to je tabu tema.
Se pravi, duhovnik lahko o tem govori samo z nekim zelo zaupnim prijateljem duhovnikom. Je pa seveda tudi težava, ne, da te sorte odgovornost drugemu duhovniku ali pa recimo spovedovanje pri drugemu duhovniku običajno tudi ne vodi v prenehanje tega. Se pravi, je to dostikrat lahko temu, kar rečemo cheap grace, poceni milost. Ne? Se pravi, gledam pornografijo, padem, grem k sobratu duhovniku, ki me pozna, se mu to zaupam in čez teden, dva ponovim zgodbo. Se pravi, ker če ne pride do resničnega obžalovanja, to, kar pravi sveti Ignacij, da bi jokal nad svojimi grehi, ne? In pokore v smislu, da si poiščem pomoč, ne, da gremo v terapijo, da si najdem skupino, potem v nekem smislu sama spoved ne bo zadoščala. Kako je s to vlogo spremljevalca? Mislim, da je bila že omenjena. Zdajle smo slišali, kako je lahko to med duhovniki, Benjamin Tomažič, mogoče pri ostalih ljudeh vloga spremljevalca. Kaj pomeni ta termin? Tudi v knjigi se omenja osebni spremljevalec, nekdo, ki spremlja uporabnika čez program, hkrati z njim prebira knjigo. Pri vaših programih se uporablja izraz mentor. Ja, tukaj gre za nekaj različnih izrazov, ki v bistvu vsi pomagajo, vsi imajo za cilj, željo pomagati tistemu, ki se želi rešiti, osvoboditi tega problema, priti ven. Ker ena ključnih stvari znotraj tega problema je to, da se izoliram, se zaprem, se skrijem, me je sram in nimam želje navezovati odnosov s tistimi, ki poznajo mojo ranjenost. In tukaj je ena bistvenih stvari to, da stopim navzven, da pokažem to svojo rano drugim. Zdaj, osebni spremljevalec iz knjige je mišljen kot v bistvu nek prijatelj, ki ti je dobro, ki ti želi dobro, ki te pozna dobro in ki je pripravljen tudi s tabo narediti neko pot, prehoditi. Se pravi, tisti, ki stoji ob tebi, te spodbuja, moli zate, pa se tudi trudi razumeti v bistvu tvoj proces, te hoje v osvobojenost, v bistvu, v rešitev. Tako bi jaz rekel, da je ta osebni spremljevalec mišljen v sami knjigi. Medtem ko mentor pri nas je oseba, ki je prvič prehodila podobno pot, se pravi, je bila v podobnem stanju, kot si ti sam, in je tukaj naredila neke korake, je prišla do neke razrešitve, potem pa tudi se strokovno usposobila. Tako da v bistvu ni samo oseba, ki bi hodila ob tebi, te spodbujala, se trudila, ampak na tej poti v bistvu pozna, vsaj za nekatere od čeri, ve, kje so, pozna, kje so kakšne bolj previsne poti, če si predstavljamo to kot neko šerpo oziroma nekoga, ki te vodi v neko gorsko pot, recimo. Tako da mentor kot nekdo, ki je to pot prehodu, ki se ti upa postaviti ogledalo, ti direktno povedati, mislim, da mi lažeš. Zakaj? Zato, ker sem jaz lagal, ko sem bil v taki situaciji. Tako, nekdo, ki zna biti tudi krut, ampak zaradi tega, da te v bistvu na tej tvoji poti znotraj teh ograj usmerja v pravo smer, te vodi v svobodo. Tudi takrat, ko boli v bistvu. Pa ki tudi pozna v bistvu strokovno dovolj kakšno stvar, da ko se odpre recimo rana, ne, da ve, da ni on tam zato, da jo bo razčiščeval, ampak da takoj v bistvu se tukaj poišče pomoč terapeuta, ker je tukaj potem stvar, ki presega samo to, da bi nekoga spremljal, usmerjal na pot, ampak se mora oseba, človek soočiti s tistim, kar je globlje zasidrano oziroma iz česar izvira več bolečine kot samo nekaj površinskega. Ker potem je tukaj tudi to duhovni spremljevalec, ne, ki pa tisti, ki na tej poti odnosa z Bogom, ki je tudi ključen in dragocen in pomemben, tisti, ki ti pomaga iti naprej, pogledati iskreno, tako kot je Tomaž prej omenil, ne samo neko dati pokoro za to, da
je nekim obrazcem zadoščeno, ampak tukaj nastaviti tisto resnico, tistega Jezusa, ki tukaj zna tudi boleti, ampak predvsem, ki te zna peljati naprej po poti življenja. Nataša, omenili ste že problem oziroma razliko med posledicami pri moških in ženskah. Do nedavnega je veljalo, mogoče še zdaj, pri marsikom prepričanje velja, da je pornografija problem samo moških. Kako je pri ženskah? Kakšne so te razlike v doživljanju in posledicah? Kako je bilo v doživljanju? In posledicah. V bistvu se razlikujemo. Kakor ste rekel, Blaž, to se skriva in to je neverjetno. Jaz si vedno pomagam s statistiko, da ne da ljudje prepričujem, ampak da pričujem za te ženske, da postajam njihov glas, ker se skrivajo, ker težko pridejo, povejo, da imajo problem in jih je resnično sram, ker družba hitro rada kakšen nadimk oziroma kakšno etiketo da ženski, ki imajo težave z gledanjem pornografije. In z te svetovne spletne strani sem šla prav še enkrat statistiko gledati, je bilo leta, se pravi 2019, sam da najdem, sem si prav izpisala, 32%, se pravi svetovne populacije, je bilo žensk, ki gleda pornografijo. Tako da za vsako leto se približno za 3% povečuje ženski delež gledalk pornografije. In zdaj, kaj je razlika? Se pravi, jaz mislim, da je bistveno to, kako ženske vstopamo v odnose. Ženske ne vstopamo s telesom, ne vstopamo seksualno, ampak čustveno, mi se navežemo. In v bistvu želimo najprej vzpostaviti odnos, šele potem pride recimo spolnost pa telo in isto je tukaj pri pornografiji. Nekako se vzpostavi odnos oziroma, kot sem rekla, svoje rane, svoje zgodbe hodimo gor iskati. To je eno. Drugo pa, ker je danes toliko pornografije na vsakem koraku, ko gremo, ali gremo na internet, ali gledamo video spote, ali se sprehodimo po ulici, jumbo plakati, ne. Jaz vedno rečem, ne vem, zakaj je treba za Božič vedno kupovati ene in iste modrčke, ampak vedno je za Božič so oglasi za spodnje perilo. Enostavno, in ženske smo nagnjene k primerjanju. Ženske smo rade lepe, tukaj je naše ukvarjanje s telesom. Poleg tega v odnosu tudi želimo ugajati, želimo biti sprejete, želimo biti ljubljene. In če jaz gledam na YouTubeu video spot dotične, recimo pevke, ki je v samem korzetu, to narekuje modo, jaz moram biti taka. Sploh so pa temu podvržene mlade punce. Da ne govorim o TikToku, tukaj bo mogoče Benjamin me bolj dopolnil, ker je zdaj že dobro leto. Res ne spremljam več, ker ne dotevam, kako so sploh mlade punce podvržene tem primerjanju. In neverjetno je, če bi dali tudi ven statistiko, koliko je operacij plastičnih, predvsem zadnjice in prsnih posadkov med v bistvu najstnicami, ki grejo to narediti z dovoljenjem staršev in mladimi ženskami. To je eno, drugo je pa, vemo, da je vsaj 2/3 deklet, ki so bile spolno zlorabljene, iščejo uteho na pornografiji. Poleg tega pa poznam tudi primere strahovanja v šoli mladih punc. Še enkrat, tukaj gre res za strah, za grozo, tega ne moreš izreči, nakopičena jeza in dekleta enostavno v nekem trenutku v rano vstopi pornografija in v bistvu si pomagajo z izredno nasilno pornografijo, kot še enkrat, da pišejo in umirijo svoje telo. Spomnim tudi primer gospe, ki je prišla enkrat na terapijo. Dejansko je bil problem neplodnost, ampak po 2, 3, 4 stavkih mi je povedala v bistvu za zgodovino gledanja pornografije in da je bila v osnovni šoli zlorabljena s strani sošolcev večjih, ne. Da je bilo to skupinsko posilstvo
Tako da namenoma dajem konkretne primere tukaj v knjigi, ker ljudje nagovarjajo zgodbe, da vejo, da se lahko tudi sami najdejo v zgodbi, oziroma da malo umilita sram, da vejo, nisem sam v tem, oziroma jaz predvsem res izredno rada delam z ženskami, da vejo, da niso sami v tem, da obstaja pomoč in da v bistvu niso, jim ne želimo dati nobene etikete, jih izmerati, kaj da so, ampak enostavno je njihova duša podlegla, jaz rečem, modernemu zlu in ranja se jim nacepila na zdravilo in lahko jim pomagamo. No, ko omenjate knjigo, knjiga poudarja od pornografije k zdravim odnosom, tu bi mogoče bilo eno tako protisklepno vprašanje za vse tri. Kaj so pravzaprav zdravi odnosi? Pomembno je, da pri tem soočenju imamo nek cilj, kam želimo, ne da se osredotočamo samo na tisto, kar nas vleče dol, ne, ampak da imamo nekaj, kamor lahko gremo v svobodo, ne. Kaj je to in kako lahko to uporabimo pri odvisnosti od pornografije? Mogoče Nataša najprej, ker ste že pri besedi. Kam viš mikrofon še požgan, ja. V bistvu je to vprašanje, priznam, Blažo, tudi meni v izziv. Kaj so tudi zame? Nataša, kaj so zdravi odnosi? Da ne bomo skozi samo v tem patetičnosti, v zasvojenosti, v teh težkih, ampak da ljudem povemo, da je možno tudi pot ven iz zasvojenosti. In ja, cilj je ne brenčanje v glavi, ampak vzpostaviti en zdrav odnos. In jaz sem prišla do odgovora, da je to v bistvu zame osebno in kot terapevtko, da sem ranljiva za bližino, da zmoram v bistvu zdržati bližino, biti z nekom. Brez, da imam vmes, se pravi, da se ne vrtijo pornografske slike oziroma da se ne življa na internetu ali kakšne druge zasvojenosti in da enostavno, da zdržim to bližino. Vemo pa, da bližina odpira rane, odpira bolečino in v bistvu v bližini se moram pokazati, kdo sem. In če imam jaz temne kotičke, ki jih še vedno skrivam, bo še zmeraj v ozadju delovala zasvojenost. Jaz se spomnim, kaj enkrat Sanja Rozman govorila, da zasvojenost je tako kot kuščar v kleti, ki ga imaš že zaprtega, ampak ne pozabi, da ta kuščar vedno dela sklece. Pa da moraš ti dvakrat več delati za to, da boš ostal trezen in jaz verjamem, da se da. In jaz sem iz nekaj izredno lepih primerov v terapiji, ker mi vedno znova tudi daje smisel mojemu poklicu. Vidim ljudje, ki po letih okrevanja, ki so zmožni zdržati, da pridejo pa reče, Nataša, zdržal sem, Nataša, zdržala sem, nisem se šla v bistvu zadeti. In tudi pogosto, ko rečejo seksologi, če kdaj zaškripa v odnosu na področju spolnosti, dajte malo pornografijo pogledati. Leta 2019, smem s konkretnimi podatki, so največ gledali tematiko seks z vesoljci, pol Belle Delphine, jaz imam, priznam, ne vem, kaj je to, oziroma seks, pornografija z temi risanimi oziroma superjunaki. Rečem, pa kaj na vsem svetu to lahko meni pomaga, če imam jaz težavo spolnosti z možem, seks z vesoljci, da se vam midva bolj zbližala. Lahko greste pogledati res 2019 na to spletno stran, ki je statistika, kaj je bolj najbolj gledano. In pravi, jaz mislim, da ni težava v spolnosti, da je treba iti globi pogledati, zakaj se midva ne zmorva srečati, ne? In pogosto je nekaj boli vmes. Jaz mislim, da je odgovor v bližini. In se mi zdi pa še super, da zaključim tudi sporočilo te knjige. Je v bistvu veselo oznanilo, to, kar je verjeli, veselo oznanilo, da stremimo k v bistvu zdravim odnosom. Ne bo vedno lepo, ker to ni nikjer, to je laž, utopija, da vedno smo do forever happy after, ne? Ampak tako, da se da, da si lahko trezen, da lahko ostaneš na svojih nogah. In tudi, ko pridejo triggerji v odnosu, namesto da bi se šel zadeti, ali tukaj bo že rečem, pokličem mentorja, grem na skupino, obrnem telefon, grem mogoče samo na 1 uro terapije, ali pa samo z nekom na kavo, ali pa na dolg sprehod. Se da. In to je veselo oznanilo te knjige.
Tako, ja, tudi s tem vprašanjem smo nekako gledamo proti temu pozitivnemu, veselemu, tja, kamor ne bi šel izhod. Benjamin Tomažič, kaj so zdravi odnosi, no? Tako smo rekli za sklep. Ja, tukaj se kar navežem, se pridružim Natašini misli. Tisti odnosi, v bistvu, kjer sem lahko jaz tak, kot sem. Tisti odnosi, kjer jaz živim to Božje sinovstvo v polnosti, kjer lahko pokažem svoje rane. Odnosi, kjer mi ni treba skrivati ali pa iskati v bistvu nekega pobega v fantazijski svet, ampak kjer lahko z bližnjim gradim nekaj dobrega, kjer tudi sem dovzeten za kritiko, zato da se izboljšam, da mi bližnji poda zrcalo oziroma nastavi zrcalo in pove, kje ga polomim. Tako da tukaj se mi zdi, da res je fajn graditi to zavedanje in delati detabuizacijo na globlji ravni, prav zaradi tega, ker je pri najmlajši populaciji, pri predšolskih otrocih, pri otrocih, ki so v prvem triletju osnovne šole, problem, ki se začne zajedati drugače noter s vsemi digitalnimi napravami, zelo hitro v bistvu od primerjanja ali pa nekega dopaminskega efekta, ki privlači v nezdravo uporabo, zelo hitro lahko pride na tisto stran, ko postane že res problematično za življenje. In tukaj obrnjeno na pozitivno je to, kar je realnost, je to, da starši si upamo vstopiti v trenutno situacijo, da upamo iti v naravo, da upamo delati odgovore pri razvoju talentov otrok. Tako, da smo pozorni na te majhne trenutke, ki zahtevajo napor od nas in ki zagotovo niso najlažji, včasih celo zelo izzivalni, ampak so pa tisti, ki dajo smisel potem našemu življenju. Ne puščajo nas prazne. Se mi zdi, da to je ena taka stvar, ki nam odraža, kateri odnosi so pristni, tisti, po katerih se počutim potem polno, da so mi dali nekaj. Ne. Odnos s pornografijo me potem vedno pušča v slabem stanju. Me pušča nezadovoljnega, me pušča, da sem nekaj izgubil. Kava s prijateljem, sprehod, ukvarjanje z otrokom, to, da se posvetim tej osebi, da ta oseba pred mano ni sredstvo, ki ga zlorabljam, tudi če samo v mislih, ampak da je cilj. To je pa tisto, kar me napolnjuje, ob čemer se spreminjam v boljšega človeka. In tu dati poudarek, sem usmeriti svoje sile, čas, energijo. Pater Tomaž Mikuš, zdravi odnosi, gotovo lahko tu vključimo tudi razsežnost odnosa z Bogom. Pomaga pri ozdravljenju oziroma na poti? Tukaj naletimo na problem. Odnos z Bogom, ko je nezdrav. Trenutno imamo pri Svetem Jožefu en tečaj okrevanja od popačene podobe Boga. In skozi ta tečaj in skozi podelitve, ki jih imamo, odkrivamo nekako ta nezdrav odnos do Boga zelo vpliva na vse naše življenje. In če z tega prenesem to na odnose do sebe in odnose do drugih, če imam jaz popačeno podobo o sebi, ne morem imeti zdravega odnosa do sebe. Če imam popačeno podobo od drugih, ne morem imeti zdravega odnosa do drugih. Se pravi, Nataša je prej govorila o tej bližini. Jaz ne morem blizu nekoga spustiti, ki mu ne zaupam. Če jaz Bogu ne zaupam, ga ne morem spustiti blizu. Če možu ali ženi ne zaupam in ne morem spustiti blizu. Kako naj živim intimnost, v tem smislu besede intimnost, angleška beseda je intimacy, da drugemu dovolim, da vidi vame. Ne morem, ker me je strah v tem odnosu. Se pravi, v okrevanju se mi zdi izredno pomembno to, da pridem do zdravega odnosa z Bogom. Do zdrave podobe v Bogu. In tukaj ne govorimo o idejah. Te ideje najdemo v katekizmu in drugi literaturi in so vse čisto v redu. Rečemo, da je Bog ljubezen, ampak moja čustvena podoba Boga je pa lahko vse kaj drugega. Je pa Bog, ki se ga bojim, Bog, ki
ne poskrbi zame, Bog, ki mu ni mar zame in tako naprej. In enako je tudi v odnosu do bližnjih, a ne? Lahko projiciram to na nje. Se pravi, pot do zdravega odnosa z Bogom seveda je pa, da začnem odpirati sebe, govoriti o tem, kaj pravzaprav zares doživljam v odnosu do sebe, do drugih, do Boga. In potem začnem verjeti v Boga, ki je ljubezen, ki skrbi zame. Kajti, če te podobe nimam, izkustvene, mi tudi vera v Boga ne pomaga. Tako, hvala lepa. Zdajle bi jaz še enkrat povabil vse, ki ste z nami. Mislim, da nas je skupaj tule na Zoomu, vidim 53 vseh udeležencev. K sodelovanju, če ima kdo kakšno vprašanje, naj ga sporoči Matjažu Venti in bomo posredovali naprej. Torej, kar vas zanima, kar se je porodilo morda ob doslej povedanem, naj kar pogumno napiše. Bi pa morda med tem še vprašal tole, rečeno je bilo že, da je tudi v našem prostoru že kar nekaj možnosti za to, da poiščemo pomoč. Kje so te možnosti oziroma kateri programi so pravzaprav na voljo v Sloveniji? Ne vem, mogoče Benjamin, Nataša, pa tudi pater Tomaž, seveda. Ja. Benjamin. Ja, tukaj najbolj razširjeni, pa tudi najdlje zgodovinsko so programi anonimnih seksaholikov, ki delujejo v več krajih po Sloveniji, pa več skupinje. Potem je recimo en najnovejših programov je prav ta, zaradi katerega smo se danes dobili, torej to, kar prinaša knjiga Svobodni za ljubezen. Zelo dragocen program, ki ni usmerjen samo v področje pornografije, ampak se je zelo razširil tudi v našem prostoru, je program za moške Exodus 90, ki prinaša moškim ob nekih asketskih vajah in duhovnem premišljevanju, pa tudi življenju znotraj bratovščine, eno tako spodbudo tudi za rast na področju čistosti in zelo jasno usmeritev tudi na tem področju. Potem nekaj organizacij, ki tukaj nudimo programe, Center Kiara recimo, pa Moška duhovnost, tukaj je pater Vili tudi poznan. Potem moška skupina Katakombe, tukaj bo pater Tomaž verjetno znal več povedati, ki je sploh med mlajšo populacijo zelo, zelo razširjena in dragocena. Pa programi, ki jih ima tudi na preventivnem področju Zavod Iskreni ali pa Zavod Živi na polno, pa seveda Inštitut Adiktiva in Inštitut Integrum, ki smo tudi tukaj prisotni danes. Mogoče o katakombah beseda, pater Tomaž? Ja, katakombe so se začeli na pobudo, mislim, 2-3 fantov. Sedaj je ta skupina narasla na okrog 50 fantov, ki se tedensko srečujejo. Njihov duhovni spremljevalec je pater Damjan Ristič in je širše, ne, kot samo se pravi vprašanje zasvojenosti s pornografijo oziroma težav z gledanjem pornografije. Tako da to vsekakor, mislim, tako za mlade odličen prostor, ne. Seveda, če ima pa nekdo problem z zasvojenostjo, ne, pa mu potrebuje kaj več, ne potrebuje terapijo, potrebuje anonimno skupino, kajti problem, ki ga je morda gojil 20-30 let, ne bo šel čez noč. Zdaj, jaz sem tukaj en tečaj, ki je pravzaprav samo pomoč ljudem, recimo, to je tečaj te seksualne integritete, pomoč ljudem, da ozavestijo, imajo problem ali ga nimajo, tudi njihovim partnerjem. Tudi to je že velika pomoč, ne, da človek na koncu reče, ja, to je moj problem, to ni moj problem. Ali pa da vidi neko pot, kako ta problem reševati. Tako da tukaj karkoli bo že nekdo naredil, pomembno je, da naredi prvi korak. Tudi če ni zasvojen s pornografijo, prvi korak je, pornografija je zlo, jaz tega ne želim več gledati. Če ugotovi, da je zasvojen, ima pa zdaj res kar lepo ponudbo, se pravi, in možnosti, da si poišče pomoč.
Ja, res splet, ki je seveda medij, prek katerega vstopamo v ta temen del pornografije, hkrati nudi tudi vso to pomoč, hitro se lahko otipkajo vse te ključne besede, ki so bile slišane in se v 2 korakih najde tudi kontakt. Nataša, mogoče bi pa tole vprašal, ne, recimo, pater Tomaž je omenil tisti, ki so zasvojeni, se pravi težavo z zasvojenostjo, naj poiščejo strokovno pomoč. Kako to odkriti, ne? Ker slišali smo že, pri vsaki zasvojenosti igra vlogo tudi zanikanje. In Kako odkriti, da rabim pomoč? Tako, ja, in potem kam stopiti ponjo, ne, recimo ali en tak program, ki ti pomaga, da te podpira, ali recimo potem na področju zasvojenosti res strokovna pomoč terapevta. Zdaj, tako slišano je bilo res neverjetno in jaz sem zelo vesela, koliko v Sloveniji se je razvil programov, to pomeni, da se o tem govori. To je bilo pa tisto, kar sem tudi na začetku govorila. Kdaj vem, da nastopi zasvojenost, da rabim pomoč? Se pravi, prvo je kompulzivna uporaba. Pri vsakršni zasvojenosti, ko je stavek ne morem brez, ne znam brez, jaz sem prisiljen, ne znam se ustaviti. Poleg tega gre v bistvu za neke vrste obsedenost. Razmišljam o tem, sem nemeren, sem anksiozen, če ne dostopam do te moje droge izbire. Poleg tega, ko zasvojeni v bistvu ugotovijo zasvojen, ko nima več kontrole. Kajti namreč dolg časa lahko lažemo sami sebi, sej še kontroliram, še zmorem. V enem trenutku izgubi kontrolo nad svojim vedenjem in neverjetno je, da vsi uporabljajo izraz čutim se nemočen na tem, kot da me je v bistvu posrkalo, ne zmorem se upreti. In en ključen vidik, ko govorimo o v bistvu zasvojenosti, je, da nadaljujem kljub temu z vedenjem, ki vem, da mi škodi, ampak blazno škodi, ne. Danes vemo, da je vsak IP računalnika izsledljiv, če govorimo o zasvojenosti s pornografijo, ne. In če nekdo zlorablja mladoletno pornografijo, kar je tudi vedenjski vzorec za zasvojeno seksualnostjo, lahko postane v zaporu. Ampak to ga ne ustavi, naslednjič bo šel še enkrat gledati mladostno pornografijo. Poleg tega tudi, ne, tako kot pri alkoholu, se v možganih vzpostavi toleranca za vedno večji, jaz rečem zadet, ne, za isti nivo zadetka, da sem omamljen, potrebujem vedno več tega vedenja, ne. Tako kot pri alkoholu, vedno več moram piti, da se v bistvu enako počutim pijan. In mogoče še ena stvar, ljudje govorijo, da doživijo abstinenčno krizo. Spomnim gospe, ki je govorila, da se je tako tresla, kot da bi jemala drogo, ker je abstinirala od seksualne zasvojenosti. In mogoče še zadnji vidik, progresivnost vedenja. Ne bo se ustavilo samo pri tipkanju in gledanju slik. Šlo bo vedno v večje razsežnosti. Potreboval bom vedno več, potrebovala bom vedno več in da se bom dobro počutila, lahko tudi začnem kombinirati in eksperimentirati z drugimi zasvojenostmi. To je nekako tako v grobem pravi tudi teorija in literatura, kdaj govorimo o zasvojenosti. Kaj bo pa še drug del vprašanja? Jaz vedno veliko povem, pa pozabim, kaj bo drug del vprašanja. Ja, saj to je bilo mišljeno, kako ločevati in kdaj potem res poiskati pomoč pri terapevtu, ne, kako si velikokrat gre za zanikanje, ne, pri zasvojenosti in je potreben res ta korak, neka spodbuda. Kako pa potem recimo, če smo konkretni, izgleda pri terapevtu spremljanje in pomoč? Sama delam po relacijski družinski metodi in resnično dotikamo se v večini, jaz zelo kmalu nekaj govorimo o zasvojenosti, ampak sprašujemo po v bistvu po ranah, po zgodbi in odzadaj so res za nekoga, ki je nekaj doživel, ki je bilo travmatičnega. Lahko da za vas recimo je lahko bo nekaj to čisto brez veze, nekomu je pa porušil svet. Ampak običajno te terapije trajajo leta. Kot je bilo prej rečeno, zmotno je mišljenje, če sem 20 let zlorabljal, recimo ali pornografijo ali kakršnokoli drugo obliko zasvojenosti, da bom v 3 do 6 mesecih pa v bistvu bil čist, bom okreval in to je to. Žal tako ne gre, ne.
Pogosto, kolikor let je bilo zlorabljanja, v bistvu je lahko tudi tukaj terapije. Načeloma 3 do 5 let, oziroma sama tako iz prakse vidim, da po dobrih 2 letih, da se ljudem obrne navzgor. Če pa lahko Blaž samo še izkoristim priložnost, kar pa danes nismo omenili, so pa sozakonci. Tako da jaz tudi nagovarjam gospod Ireno in založbo Emanuel, če obstaja tak vodič tudi za sozakonce. Namreč to so pa nekako tihe žrtve, sozakonci pa otroci zasvojenosti s pornografijo, zasvojenosti s seksualnostjo. In tudi pozdravljam, v Sloveniji je skupina ESANON za partnerje zasvojenih. Jaz zelo rada delam z njimi, ker so resnično te skrite žrtve zasvojenosti, ampak niso pa tako žrtve. Namreč, kadar govorimo o zasvojenosti in sozakonci, govorimo v bistvu, jaz rečem, v isti palici, samo 2 različna konca. Norost gre na obeh koncih. Če nekdo v bistvu se izživlja, se tudi na drugi strani nekdo nori in ima tudi sam težavo, ko postaja v bistvu obseden z zasvojenim in z njegovim vedenjem. In njegov fokus in njegov cilj v bistvu postane, kako zasvojenega odrešiti njegove zasvojenosti. Vendar, ko delam v bistvu z ženami, s partnerkami ali partnerji, ko se ženska seksualno izživlja, so na tej strani tudi ranjeni ljudje. Tako da tudi sama, ko se vrnem s porodniške, definitivno že zdaj, pa nočem delati reklame, ampak skupina partnerjev zasvojenih seksualnosti ali pa pornografijo, da lahko tudi sami povejo svoje bolečine, da se nehajo skrivati za zasvojene. ESANON. Predvsem pa v prvi vrsti, da se jih ESANON že obstaja. To ni terapevtska, to je tako, kaj bo že omenjeno. Se pravi, 12-koračna skupina, se lahko ljudje pogledajo, ampak jaz vedno rečem, ne, v kombinaciji s terapijo imeti še eno podporno skupino, ker je lažje. Tako, Matjaž mi sporoča, ni nič novega glede vprašanj. Če se je kakšno porodilo, še kakšna minutka, 2, res gremo počasi proti sklepu. Sicer bi pa jaz vprašal še, sem se spomnil, da smo omenili tudi vprašanje mladostnikov oziroma skrbi staršev, odgovornosti za to, da prav vzgojimo svoje otroke, da jim nudimo to podporo in jih uvedemo na pravi način v svet, ki ne bo peljal v odvisnost, oziroma ne moremo reči svet stran od zaslonov, ker je to danes nemogoče, ampak svet z zasloni in v svobodi. Mogoče, Benjamin, kakšna misel, kakšna usmeritev, kako se z mladimi pogovarjati, recimo z najstniki, tudi v tistih prvih letih, prejle so bile omenjene že take nizke starosti, kakšna taka misel, ki bi pomagala? Ja, zagotovo ena taka spodbuda bi bila, jaz bi rekel, prvo iskreno naj bo pogovor. Pač tukaj je dejstvo, da smo na tem področju verjetno vsi tako ali drugače malo bili ranjeni ali pa zaznamovani na tem področju in da to znamo podeliti naprej. S tem damo tudi mladostnikom vedeti dvoje. Prvič, da ni treba, da jih je sram zaradi tega, ker ker so nekaj takega že videli ali pa ker so prišli v stik pa imajo čudne občutke v sebi, da ni nič narobe z njimi. In drugič, da jih razumemo, da jih ne obsojamo, da imajo v nas nekega sogovorca, na katerega se lahko obrnejo takrat, ko pride do težjih vprašanj, ko ne vedo, kako naprej. Kako recimo sploh odpreti to temo z nekim 12-13-letnikom recimo? Počasi, potrpežljivo. Tako, to najbolj zgrešeno se mi zdi je to, da imamo v glavi tisto misel, ko bom imel 14. rojstni dan, bom dva šla nekam v goste ali pa v en vikend in takrat se bo vse pomenilo. Ne, katastrofa, takrat je tako že vse zvedel, kar imam za zvedeti. Tako da počasi, zato sem tudi rekel v nižji starosti. Se mi zdi sploh znotraj cerkve, da je tak strah, kaj pa če ga bom jaz zdaj preveč pritegnil s tem, ko bom govoril o teh stvareh z njim ali to, da ga ne bom v bistvu ranil jaz ali pa naredil škode.
Ampak tukaj so res tako nizke starosti, ko pridejo otroci v stik s temi vsebinami, da je naš strah prej slaba popotnica kot dobra. No? Ne vem, starejši bratje, sestre, ali pa ko hodijo na neko športno dejavnost ali pa na ekskurzije, tisti, ki so bolj frajeri, ker imajo pametne telefone že v 2. razredu, recimo, z veseljem pokažejo kakšne take prizore, ker vejo, da bodo šokirali druge, ne? Bodo frajeri mlajšim. In tukaj se res hitro povzročijo rane. In tukaj je fajn, se mi zdi, starši, da počasi, postopoma, pa iskreno govorimo o teh stvareh z otroki, da znamo v bistvu, saj ni treba povedati 6-letniku, kaj pomeni, ne vem, niti ne bom uporabljal izrazov, tudi zaradi tega ne, da ne bi sprožilcev tukaj komu delal, ampak kaj pomenijo kakšni določeni izrazi znotraj pornografije. Je pa fajn, da jih učimo uporabljati vsakdanje izraze za spolnost na primeren način, da se znamo pogovarjati o penisu, da znamo nasloviti, kaj je nožnica, da znamo povedati, zakaj pride do vzburjenja in čemu je to namenjeno, kako je to del našega življenja. In potem počasi se razvijajo pogovori do vsebin, ki so zelo delikatne in ki nas je groza obmisliti, tako kako bi z 12-letnikom govorili o teh vsebinah. Tako da tukaj se mi zdi... Ja, mogoče vprašanje tudi glede te starosti. Rečeno je bilo, slišal sem, da pride čas za to takrat, ko sam postavi vprašanje oziroma ga začne zanimati, in takrat je to znak za to, da ga zanima. To je verjetno prepozno, ne? Če imamo zgrajen odnos, ki je popolnoma iskren in kjer se otrok vse upa vprašati, kjer, ko ga, ne vem, zasrbi rit vpraša ali pa ko karkoli mu ni jasno vpraša, ko sliši eno čudno besedo, bolj bo to v redu verjetno. Ampak ja, drugače pa bo prej ranjen, kot bo prišel do nas z vprašanjem, kaj je to pomenilo. No? Tako. In še v tem preplavu, tako kot je Nataša prej razlagala, ne? Ko otroško telo preplavijo, ne vem, adrenalin pa dopamin, je zmeda tako velika, da ne more on, prefrontalni korteks pri njemu ni mieliniziran in ne more on racionalno zavestiti, kaj se je dogajalo v njegovem telesu. Dobro, tule se je zdaj začelo malce dogajati na našem tem chatu. Ponudba za skupno branje knjige Svobodni za ljubezen kot priprava na Božič. Ste verjetno videli, lahko kliknete, več informacij na tej povezavi. Potem pa vprašanje. Imam prijateljico, ki ima težave s pornografijo, prihaja iz verne družine, doma pa si ne upa povedati o svoji težavi, ima pa močno željo, da bi se pozdravila. Kaj naj ji svetujem? Mogoče jaz tukaj vskočam, sem vsem odgovorila, mogoče bi samo Maji. Ravno v tem primeru, ko gre za punco, za dekle, bi jaz vedno najprej svetovala, da se mogoče žensko pogovori. Ker s tem res zmanjša sram. Poleg tega, če gre duhovniku, se lahko zgodi, da je bil tam nekoč nekdaj duhovnik, ki jo je lahko, karkoli se je tam zgodil, da je v bistvu njena zgodba pisala na pornografiji, oziroma katerikoli drugi moški. Ampak jaz bi svetovala v vsakem primeru, da se pogovori z nekom, ker, kakor je že rekla, tudi če sem prav prebrala, odzadaj je vera, je v bistvu še dodaten sram, jaz katoličan pa imam težave s pornografijo, kakšna pa sem. Ne? Normalno dekle, ki ima težavo, samo to je to, ne? Tako da jaz bi res svetovala, da se obrne na nekoga, na žensko, ne? Žensko. Na žensko, kjer bi se lahko odprla v bistvu in povedala počasi. Predvsem pa mogoče še to na nekoga, ki se spozna na zasvojenost. Da ne bo, kako je bilo že rečeno, takšno in drugačno zdravljenje, peti zdrave Mariji, to je to, oziroma nekoga, ki se spozna na zasvojenost, pa travme, pa zlorabe. Pater Tomaž, tečaj seksualne integritete začne se na Marijin praznik 8. decembra. Kakšna beseda še o njem? Torej, prej ste omenili razločevanje med tem, ali gre za zasvojenost ali ne. Še kaj? Ja, tečaj vodim skupaj z tudi družinskim terapevtom Leonom Gaserjem.
Je sicer to drugačen ameriški program, ampak to, kar je Nataša govorila, me spomni na to, da v naši družbi in v cerkvi manjka kultura milosti. Se pravi, to dekle si ne upa povedati doma. Mi si ne upamo povedati v cerkvi. Ne upamo si povedati v družbi. Zato, ker manjka kultura milosti. In zdaj v teh časih vidimo vedno večje pomanjkanje tega. Se pravi, mislim, da rešitev za vse te je pač, da najdeš bodi si osebo, se pravi, ki je neka sočutna terapevtka ali terapeut, bodi si neko skupino, kjer boš našel sočutje in ne obsodbo, kajti s tem strahom pač večina ljudi živi, da bodo obsojeni, da ne bodo videni v njihovi bolečini. In če je kaj poslanstvo cerkve danes, se mi zdi, da je pač poslanstvo to, da gradimo občestva, kjer je ta kultura milosti. Jaz upam, da tudi ta tečaj je, sicer traja samo 8 srečanj. Moram reči, ljudje so potem naredili en korak naprej, šli v terapijo, šli v skupino. Ampak nič se ne zgodi, če znotraj teh skupin ni kulture milosti. Ja, zdaj, ko govorimo o dolžini trajanja nekega programa in ko omenjamo knjigo Svobodni za ljubezen, ta program traja 40 dni, Nataša, prej ste omenjali 3-5 let in na vprašanje, ali je mogoče res v 40 dneh prekiniti s pornografijo, je odgovor, ki ga lahko preberem, je. Številni so uspešno prehodili to pot pred vami, seveda ne gre za čaroben pristop, rezultat je odvisen od tega, koliko boste sami vložili v predlagane postopke, pa tudi od osebne zgodbe. Če se tega pristopa in vaj pa ne boste lotili resno, potem, oziroma če se ga boste lotili resno, boste lahko dosegli vzdržnost, to bo prva zmaga, potem pa boste to zmago utrjevali, takšen je namen tega programa. Torej, tudi 40 dni, to je čas, ki ga poznamo iz Svetega pisma, čas posta, je lahko čas milosti. In milosti, ja. Ko sem sama pregledala to knjigo, lahko rečem, da gre zelo na globino. Zato je meni ta program zelo nagovoril, kot sem napisala, kristjani smo potrebovali en tak program, ki tudi vsebuje naše terminologijo, ki vsebuje predvsem, ki je bistveno tudi duhovnost. In jaz tudi vedno, ko ljudje poiščejo pomoč, ne potegnem eno značnico in rečem za vsakega 3 do 5 let oziroma 2 leti, ampak vsakega posameznika je treba individualno obravnavati. In nekdo, ki resno vzame ta program in gre resnično 40 dni na globino, jaz verjamem, da lahko vzpostavi začasno treznost, v katerim pa uspe. Jaz ne bom tukaj nobenega obsojala. Kot je bilo rečeno, čas milosti, pokore in se pravi milost, se pa velikokrat v bistvu zgodi, da na podlagi takih programov potem poiščejo pomoč za globlje vsebine, ki se odpirajo, ko v bistvu, ker kaj se dogaja, isto je v terapiji, najprej je potrebno vzpostaviti abstinenco, šele potem se lahko v bistvu mi lotimo kakšne druge stvari odpirati pa se pogovarjati. Ker ne moreš ti dobiti človeka na stol, pa ga takoj razsuti s temi vprašanji, ker nekdo, ki je leta in leta potreboval, da se omamlja, ni to delal zastonj. Tukaj je en namen odzadaj, nečesa ne želim čutiti. Zato je bistveno najprej doseči abstinenco. In jaz verjamem, da ta program to omogoča. Ker gre na globino. Bistveno pa je, mogoče res začeti in vztrajati. Ja, vztrajnost. Benjamin, brali ga boste skupaj, kaj to pomeni? To pomeni v bistvu, da se bomo na tej poti spodbujali, pa tudi srečevali se bomo, zdaj pač prek spleta, ampak prav to odpiranje, ta bratska navezanost, v bistvu, da postajam ranljiv in da se čutim sprejetega. Saj se mi zdi, v teh skupinah je to ena od ključnih
doprinosov, tako, ki mi pomaga v bistvu tega, da se razprem navzven, da nisem več sam v svojem lastnem svetu, oziroma da ne bežim v fiktivni svet, ampak da vem, sem sprejet, sem med ljudmi, ki mi zaupajo, ki me poznajo, ki me spodbujajo na tej poti, ki mi nastavljajo zrcalo in ob tem potem tudi se spodbujamo drug drugega, da lahko rastemo, gremo naprej, ne. Ja, tudi knjiga sama vključuje nekega spremljevalca, ne, o tem smo govorili, torej tu je priložnost za to. Inštitut Integrum, povezava je. Ja, tako, če ni nikakršnih vprašanj več, počasi gremo proti tem časovni omejitvi 1,5 ure, tako da bi jaz lepo zahvalil vsem trem